Še enkrat dober večer. Najprej čestitke ekipi za ta film. Ene posebne čestitke, posebne osebne, pa od mene tudi Hani Slak za pogum. Pa zdaj ne mislim na ta pogum, česa se je lotila v tem klaustrofobičnem slovenskem politično-družbenem okolju, ampak predvsem zato, kako se je lotila tega. Povsem, verjetno, kakor se loteva tudi vseh ostalih reči. Povsem iskreno in direktno noter, predvsem pa zelo filmsko in s filmskimi sredstvi, brez posluževanja nekih že preizkušenih formul za zbujanje sentimentov, pač pa z uporabo svetlobe in teme, tišine in zvoka, pač filmsko. Tako da hvala, Hana, za ta film in hvala celi ekipi. Zdaj bomo to ekipo tudi spoznali, pa bi kar začela vas klicati. Najprej sodelavec za raziskovalno delo Boštjan Videmšek. Tisti, ki je skrbel za casting, Srečko Čoragič. Scenograf Marko Juratovec, ki je mogoče prišel, morda pa tudi ne, ker je zadržan na snemanju, ni prišel. Potem maskerka Tina Lasič Andrejevič. Pa asistentka kostumografinje Katja Jazbec. Tu je tudi kostumografinja Tina Bonča. Pa na nedavno preteklem festivalu slovenskega filma nagrajen montažer Vlado Gojun. Bravo! In pa asistentka produkcije Barbara Kudar. Zdaj pa igralci. Tukaj je Mali Alija, Matej Abrahamsberg, Mirsada Lara Andrejevič, policist Andrej Zupanc, in še en policist, Dan Pikalo. In še en policist, Mišo Radovančevič. Pa še forenzik Gregor Nartnik. In poštar Rok Krže. Tukaj nehamo z državnimi uslužbenci in gremo na bolj osebno. Ne vem, če je Boris Petkovič, ki je igral vlogo Farruka, se nam bo mogoče pridružil, zdajle tokom pogovora. Potem je tukaj Tom, Nikolaj Burger. Pa menedžer Kamnik Jure Henigman. In Lojze Boris Kavaca. In zdaj smo že pri osnovni celici. Samir Tin Maren. Elma Zala Đurić.
Fuada Marina Redzepović. Še en dobitnik Vesne na Festivalu slovenskega filma, Alja Leon Lučev. Z nami sta tudi producenta Siniša Juričič in pa Miha Knific. In pa seveda sila za vsem tem, tudi nagrajenka letošnjega Festivala slovenskega filma, za režijo jaz bi dala še nagrado za No Bullshit, Hana Slak. Hvala, Varja. Jaz si bom vseeno vzela ta trenutek malo zase, pa bom izrekla par zahval, ki si jih zelo želim izreči. Rada bi se zahvala, tukaj govora o pogumu, jaz bi se rada za pogum in za vzdržljivost in za zaupanje zahvala iz srca vsem, ki so delali z mano ta film in ga naredili do konca, tistim, ki ste tukaj, tudi tistim, ki jih ni, nemškemu delu naše ekipe, ki je prav tako zelo pomemben za film, in pa seveda tudi ravno tako za pogum in za zaupanje bi se zahvala gospodu Jožku Rutarju iz Filmskega centra, ki je bil takrat direktor Filmskega centra, ko smo mi ta film delali, in gospe Narini Kocijančič, ki sta, mislim, da nam dala tako ogromen ene podpore in brez katerih mogoče ta film tudi ne bi nikoli nastal. Še posebej bi se rada zahvalila producentoma za potrpežljivost, vzdržljivost, pogum in zaupanje. Potem pa nekaj zelo osebnih zahval, ni jih veliko. Ena se tiče nekoga, ki je danes tukaj z nami, za 7 let potrpežljivosti in razumevanja za mojo strast do mojega poklica. Se zahvaljujem mojemu sinu Jonatanu, ki bo čez 2 dni star 10 let in sedi tamle. In je bil star 2 leti, ko sem začela delati ta film, torej ga delam praktično celo njegovo življenje. Zdaj ga je pa konc. In bi se zahvalila še enemu človeku, ki ga pa ni tukaj, ker kot vedno mi pomaga in me podpira na vse mogoče načine, in to je moja mama, ki ravno kar čuva mojega najmlajšega sina in me je v življenju naučila vse o tem, kako se da absolutno brezkompromisno delati svojo umetnost in kako se da absolutno brezkompromisno imeti svoje otroke. Tako da velika hvala tudi njej. Potem pa tukaj je seveda še ena zelo pomembna zahvala, meni zelo pomembna zahvala, in sicer je to zahvala ljudem, ki so mi zaupali svojo življenjsko zgodbo v moje roke, ki so me spustili v svojo intimo in ki so nekako verjeli, da bom nežna z njihovimi življenji, rečemo tako. In danes je prav ful poseben dan zame, pa tudi za vas, čeprav se še ne veste, kajti z nami je prav kompletna družina Alič, ki je tukaj in sedijo tamle v prvi vrsti na balkonu gospa Nihada Alič.
Potem pa otroci Alisa, Neli in Dino. In seveda je z nami tudi naša velika inspiracija, resnični rudar, gospod Mehmedalija Alič, prosim. Jaz se zahvaljujem vsej ekipi, da ste se tako predstavili naši publiki. Bi pa povabila seveda Hano, pa tudi en del igralske ekipe, se pravi Nikolaja, Jureta, Borisa, Tina, Pazalo, Marino in Leona, da se mi tukaj ostanete in da se malo pogovarjamo o filmu. Hvala ekipa. Hkrati bi pa tudi... Aha, predajam. Jaz se bi sam zahvalil še tistim, ki se jih pa res ne vidi na filmu, ne? Ampak brez njih ne bi mogli biti, kakor so rudarji in Mežica Rudnik, cateringi, gostišča in vsi tisti, ki so v bistvu stalnem obstran ob tem in ste tudi tukaj v dvorani. Res, še enkrat najlepša hvala. Je dosti prostora za vse? Tukaj smo še. Okay. Dobro, sem mislila, da bom začela s Hano, ampak bom začela s tabo. In veš, kaj mene zanima iz tvojih ust? Ti si delal na filmih, si delal prvič? Ne, sem že velikokrat posnel ene reklame pa dvakrat filma. Aha. Pa boš še hotel... Očitno boš ostal na filmu, a? Ja. Pa tudi gledaš filme? Malokrat. Hod v kino, gledaj filme. Bom. Kakšen se ti je zdel pa film? Ja, kljub temu, da je zelo žalosten, sem pač tudi užival not, ko sem igral, pa pač film je bil tako na trenutke zelo žalosten, na trenutke pa zelo grozen. Pa bom zdaj Hano nekaj vprašala. Hkrati bi pa tudi vas, publiko, povabila, da se javite s kakšnim vprašanjem, s kakšno pripombo ali mnenjem. Mogoče dvignite roko ali nekako povejte, da hočete kaj povedati. Ste zelo vljudno vabljeni. Hana, mogoče čisto za en tak drugo uvodno vprašanje. Življenje gospoda Mehmedalije Aliča je polno, prepolno grozovitih reči in hkrati lepega. Ti si njega spoznala zelo dobro. Kako to, da si se odločila za fikcijo, ne pa za dokumentarc? Ja, torej, že takoj ob prvem stiku s to zgodbo se mi je zdelo, da je to zgodba, ki je treba predelati, preoblikovati v igrani film. Razlogov za to je veliko. Eden od teh razlogov je, da je pač igrani celovečerni film je najbolj žlahtna filmska oblika, ki jo poznamo, in da se mi je takoj zdelo, da je to zgodba, ki si to obliko zasluži, da je to tista naša zgodba, ki mora postati ta naš veliki igrani film.
Drug razlog je bil ta, da ko sem jaz spoznala gospoda Mehmedalija, pa tudi sicer družino Alič, so bili oni na nek način izpostavljeni v javnosti, ampak ne na način, ki bi bil nekako pravičen do njih. Se pravi, te njihove nezgode in zgodbe življenjske so bile prikazane na tak način, da se jih je izoblikovalo v nekakšen simbol groze, teme, zla in bolečine, čeprav so oni v svojem bistvu zelo veseli, pozitivni in topli ljudje in imajo tudi en velik smisel za humor in jih je to zelo prizadelo in jaz jih enostavno nisem želela še naprej izpostavljati. Se pravi, to je bil tudi en način, da jih zaščitim skozi filter te fikcije, ne. Verjetno je še kakšen razlog več, ampak v resnici jaz bi pa tako rada prepustila besedo igralcem, ker sem v zadnjih dnevih toliko veliko govorila o filmu in si tudi zelo želim slišati, kaj bojo igralci še povedali. Onda pitanje za Marinu. Porodica na filmu izgleda jako prisna, jako izgleda sve nekako lako, sve kao da živite u onom stanu. Kako ste do toga došli? Kako ste sa decom radili? Pa ne znam baš točno reći kako smo do tog došli. Mislim da je to, ne znam točno odgovoriti na to pitanje, ali nekako mislim da, evo konkretno Leon i ja, se znamo, da, od prije. Evo tu. I nekako smo, kad god bi radili, a sad smo radili zapravo u najvećem zamahu, uvijek je bila ta jedna neposredna energija među nama. I nekako nije bilo postupnog približavanja, bar sam ja imala taj dojam. A s djecom smo radili, pa sa Tinom smo dosta radili. Zapravo smo radili više kroz igru. Da, a mislim... dijete. A mislim, ne znam, moja obitelj je porijeklom iz Bosne, pa je to malo, mene je to isto nekako približilo onome što mi je zapravo maternje. Eto. A šta je bilo ono najbitnije što ste vi htjeli da iskomunicirate kroz vašu ulogu? Mene pitate? Pa nekako koliko god i ako se uopće trudiš, mislim da je Fuada taj lik koji dolazi do nekog trenutka, spoznaje da ne možeš, makar htio, ne možeš se sakriti u obitelj. Možeš imati obitelj kao nekakav solid ground, ali se ne možeš sakriti, ne možeš se od vanjskog svijeta sakriti. A opet šta god se desi, sve se na kraju i vraća na najbliže ljude. Eto, tako. Pa vprašanje za Zalo, kaj je tam? Zala, si nekako debitirala na filmu tokrat, ali si že prej igrala? Kako, če nisem slišala? Si prvič igrala v celovečernem filmu? Ja, tako pač zares. Ja, ni bilo čist prvič, če štejemo, da sem igrala v Kajmak in marmelada, ko sem bila stara 5 let. Ker poznam režiserja, pa sem dobila eno manjšo vlogo. No, tu imaš kar ene 2 sceni, ki sta pa precej, zlasti ena od njih, precej težki in zahtevni. Pa me zanima, kako si se znašla? Kaj je bilo najbolj pomembno? Kaj te je najbolj sprostilo in kaj te je najbolj vodilo v to, da si naredila tako dobro? Najprej najlepša hvala za kompliment. Kako sem naredila tako, da je bilo dobro? Nič, sam pač bila sem Elma in dobro sem razumela zgodbo, kar je itak naloga igralca. Hana me je tako lepo vodila, najlepša hvala, Hana. In povezala sem se lepo s celo mojo fake družino in pač sam bila sem in sem imela fajn v vlogi in ne vem, če je to primerno, ker ne vem, koliko se je Elma imela kaj fajn v filmu, ampak pač ja, povezala sem se z njo lepo, no. Mogoče pa kakšno vprašanje iz publike v tem trenutku? Aha, lepo prosim. Jaz ne bi nič vprašala. Jaz bi rada samo ful pohvalila,
ker kar ste že sami rekli, da je vaša družina izgledala ful pristno, pa tudi fizično ste imeli vsi isti ste, super ste. Casting je hud, to sem hotela reči, casting je hud. Še kakšno mnenje morda? Potem bi pa mogoče šli ven iz družine, pa bi Borisa vprašala eno vprašanje. Namreč slišala sem, da ste celo vašo vlogo posneli v enem dnevu. Igrate enega slehernika, tako, nič ni prav posebenega na vas, hkrati pa vse verjamemo. Kakšno je bilo to snemanje? Kako je bilo? Predvsem bi jaz samo to rad povedal, da sem zelo počaščen, resnično počaščen, da sem bil delček te ekipe. Nič drugega ne bi povedal. Hvala. Bi kdo iz publike kaj dodal, kaj vprašal? Potem bomo Jureta vprašali. Jure, meni se zdi, kakor da tvoj lik v bistvu vsebuje eno plejado likov v življenju gospoda Aliča, eno plejado nekih direktorjev, birokratov, unih teh, ki v bistvu delajo po neki inerciji sistema. Kaj je bilo tebi? Je bilo prijetno? Ja, jaz upam, da glede na moj lik, da bom tudi kaj hrane tam zunaj dobil. Drugače pa prijetno, ne vem, v bistvu mi je bilo zelo prijetno. Ja. Ne, ker na nek način si človek, na nek način pa si simbol, ali kako bi temu rekli, nek znak za nekaj, ne? Nisi čist popolnoma človeški. Ja, to mi je sicer žal, da to slišim, ampak dobro, bom vzel kot pozitivno. Ne, je to v filmu mišljen. To ni kritik. Ne, mogoče bi tako, ki tak ambient, bi se na tem mestu mogoče zahvalil moji vizualni spodbudi za ta lik, to je gospod Marko Jazbec, ki je bil glih v času, ko smo snemali film, je prišel iz NLB-ja na čelo SDH in jaz sem videl v naslovnici dela njegovo portretno fotografijo in sem si rekel, evo, to je ta tip. Sicer sem ga pol zgooglal, pa sem videl, da je čist čuden govori, pa da je premehek, pa tako, ampak nekako je pol, da sva s Tino Lasič pol šla na ta imidž, pa da je nekako to ostalo kot, ne vem, sam kot ideja. Drugače bi se pa jaz tudi tako pridružil Borisu, v bistvu Hana je to delala 7 let, ne vem, jaz imam občutek, da sem tako letel tam čist na konc in zdaj, ker smo tle vsi skupaj in to se mi res zdi, tako res sem počaščen tudi, da sem del tega, tako se mi zdi zelo fajn, tako da hvala, Hana. Morda kdo iz publike, kaj dodal, kaj vprašal, kakšno vprašanje? Potem bom še vprašala glavnega igralca. Leon, vjerovatno si se pripremal na film neko dolgo vreme in onda si v nekoj fazi upoznal gospodina Aliča. Kako je to bilo? Da li je to promijenilo nešto? Da li je to bilo na početku, v sredini? Pa ja se za film pripremao 46 godina. Onda sam upoznao Mehmed Aliju. Pa bitan susret u životu. Mislim, jako lijepo smo se nekako prepoznali. Strašno mi je pomogao u životu. Samo jedan dan, da. Ali si plako odmah. Rasplako se nakon pola sata. Znaš šta, malo prije me novinar pitao da li nama treba više Mehmed Alija. Ja sam mu na to odgovorio da u stvari vrijeme velikih vođa je prošlo.
da svak od nas treba naći svog Mehmedaliju. Mislimo li ići naprijed. Tako da ti, Mehmedalija, hvala što sam ja našao Leona preko tebe u ovom radu i proširio ga puno. Jer ovo je bio rad stvarno u kojem igraš njegov život, a tražiš ga kroz svoj. I njegov život je stvarno zajeban. U najmanju ruku. To je najmanja riječ koju mogu reći. Ali tu tvrdoglavost i stručnost i tu intuiciju koju ti imaš, to rijetko viđam, a tražim je u sebi. Tako da te volim puno, evo, samo to ti mogu reći. Mislim, zabavan je ovaj razgovor jer Mehmedalija sjedi točno naspred mene i ja u stvari gledam ga u oči i govorim sve ovo. Hvala ti još jednom. Rekao sam ti iz Tajlanda, hvala ti puno. Možda nisi svjestan koliko stvari mi se promijenilo u životu nakon ovog filma. Hvala ti. To je prelepo, da bi jaz še kaj nadaljevala. Jaz bi vprašala, če bi še kdo kaj vprašal, kaj pripomnil, kakšno mnenje povedal. Sicer bi jaz še Hano nekaj vprašala za konec. Nekako, kakor slišim v teh pogovorih, si prvič slišala za vse. To niti ni ena zgodba, to so zgodbe, ki tvorijo eno. Od Boštjana Videmška. Potem si se ti vključila v zgodbo, si spoznala gospoda Aliča, si začela pisati, pripravljati film, zdaj je film posnet. Kaj pa naprej? Ja, mislim, to je bilo tako, ko sem jaz poznala Mehmedalijo preko Boštjana, je bilo tako, da je v bistvu, to je bil en tak trenutek, ko se mi je zdel, nekako vedno začnem tako, da rečem, ok, nima smisla delati zgodb in filmov o nekih travmah, bolečinah in temah, treba je širiti zgodbe o svetlobi. In zgodbo o svetlobi lahko delaš ali tako, da najdeš nekaj svetlega in pol to širiš in večaš in tako naprej, ali pa tako, da pač greš v neko najglobjo temo in tja prineseš prvo lučko. In zame je bila ta Mehmedalijeva zgodba, on je bil tak, ki je v to najglobjo temo našo, skupno prinesel tisto prvo lučko. Ampak potem je ostal tam čisto sam. In potem je prvi, ki je prišel k njemu, je bil Boštjan in mu je ponudil roko. In naslednja sem prišla jaz in meni se zdi, da s vsakim, ki je prišel, se je ta lučka malo razširila in ta tema malo zmanjšala. In v bistvu je film kot en člen v tej verigi in jaz upam, naslednji člen v verigi so pa gledalci in jaz zelo upam, da se ta veriga ne bo pretrgala, ampak da se bo ta svetloba širila, dokler ne bo tista tema čist zginila do konca. Ja, tako je bilo. A gremo malo pit? Ja, najlepša hvala še enkrat ekipi za film, hvala gledalcem. Res je na nas, da širimo besedo naprej, treba je hoditi v kino, treba je gledati filme in treba je v filmih se pogovarjati. Zdaj pa se gremo pogovarjati v foaje Kinodvora, gremo na eno pivo Knap, na prigrizek in pa zabavo z DJ Borko. Hvala.